V času Medičejcev so postale Firence kulturno središče tedanjega sveta. Za njihovo grobnico v baziliki svetega Lorenca je kipar Michelangelo Buonarroti izklesal v 20. letih 16. stoletja sediča kipa sina in vnuka Lorenca Veličastnega. Po njiju se je zgledoval neznani kipar, ki je okoli leta 1560 iz lesa izdelal kipa stražarjev Božjega groba. Prvotno sta bila v samostanu Klaris v Mekinjah pri Kamniku, sedaj pa sta v medobčinskem muzeju Kamnik. Kipa, mladi in stari voščak, sta edini znani primer umetnostnega vpliva Michelangela Buonarrotija v kiparski dediščini na Slovenskem. Izvolite besedo. Najlepša hvala, gospod Vernik. Najlepša hvala vam. Moram reči, da sem kar vesel, da sem po tem premoru, koliko se nismo videli, dobra 2 meseca, prišel nazaj. Presrečen, da vas je spet toliko, kot vas je bilo v preteklem obdobju, ko smo se pogovarjali o Habsburžanih. No, naj vas malo potolažim. Tudi tokrat čisto brez Habsburžanov ne bo šlo. Predvsem Habsburžank, ki so se kar pridno poročale na ono stran Apeninov in poskrbele, da so Medičejci vedno bolj postajali plemenita družina. Namreč Medičejci niso bili plemenita družina. Vi ste gotovo vsi slišali za Medičejce in to, kar je gospod Vernik omenil, da so oni tisti, ki so v marsičem spodbudili to, kar mi poznamo kot renesanso, drži. Ampak glede na to, da smo mi v prvi fazi zgodovinarji, bo ta umetnostna plat, kulturna, humanistična plat vendarle v drugem planu. Ne daleč za zgodovino, ampak vendarle malo kak korak zadaj. Namreč Medičejci kot zgodovinska družina so tisti, ki so marsikaj pravzaprav naredili na novo, ki so pokazali, kako se pravzaprav vlada. In fascinacija Medičejcev je v tem, da tako pri kronanih kot nekronanih vladarjih imamo seveda neverjetno bistre ljudi, ki pa, bom rekel, v svoji bistrosti hkrati združujejo neverjetne ambicije in neverjetno pokvarjenost. Namreč, kaj so bili Medičejci? Medičejci so bili nešteto stvari. Meceni, bankirji, politiki, uradniki, z eno besedo mafija. Torej, medičejski način vladanja, saj v času, dokler niso nosili krone, je mafijski način. Namreč, če se glavni politiki neke države srečajo v privatnem stanovanju nekoga, ki formalno sploh ni na čelu države in jim ta reče, to se naredi, potem je to mafijski način vladanja. In očitno so Medičejci to tako dobro počeli, da v Italiji še danes podobno vladajo. Torej, marsikaj je seveda zelo zanimivo, povezano z Medičejci. Oni so se perfektno zavedali, kako zelo pomemben je PR. In v tem smislu so bili veliki mojstri. Torej, človek večkrat osupne, da tudi tisti, ki jih lahko označimo za slabe, pokvarjene, hkrati zmore tako briljantna ideja, da se še danes mi vsi pravzaprav nezavedajoč zgledujemo po njih. Glejte, samo en podatek. Medičejci so bili in so najbrž
za večne čase tudi edini, ki jim je uspelo nekaj perfektnega. V enem stoletju, v manj kot 100 letih, so dali 4 papeže. 4. In nobenega od njih ne moramo označiti kot pretirano, seveda, dobrega. Leon X, to pa vsi veste, je pa zakrival reformacijo. Od tam ga seveda poznamo, verjetno najbolj poznan Medičejc. In še nekaj, to bomo pa kasneje videli, Medičejci združujejo v svojem, bomo rekli, svoje ambicioznosti toliko različnih elementov, da je človek večkrat presenečen, kako je možno, da so taki ljudje sploh živeli. Ampak začeli bomo seveda z Firencami. Glejte, Firence so mesto Medičejcev. To so recimo zadnjih 500 let ali pa 600. Vendarle seveda Firence so starejše. In za uvod nekaj poudarkov o zgodovini tega mesta, preden da mu zavladajo Medičejci. Torej, današnje predavanje bomo nekako v 2 sklopa razdelili. Torej, uvodni del, kjer se bomo seznanili z zgodovino mesta, in potem nadaljevanje, ko bomo tako na hitro, tako kot smo pri Habsburžanih, preleteli glavno družinsko drevo medičejske družine. In gledajte, mesto Firence nastane v rimskem obdobju. Tukaj le sem vam dal, da gledate tloris mestnega središča. In vsi vidite, ker je pač poudarjeno z barvo vse skupaj, kako zelo zanimiv je ta tloris. Namreč lahko vidite brez težav ulice, ki se sekajo pod pravim kotom. To je rimski tloris. To je tloris rimskega mesta. Recimo antična Emona je tudi imela tak tloris. Imenujemo ga po Grku, hipodamejski tloris. Torej, Rimljani so bili tisti, ki so mesto ustanovili. Že veliko prej malo nad Firencem živijo Etruščani v Fiezolah in seveda Firence potem v času miru, v času rimskega Pax Romana, lepo razcvetijo se in verjetno tudi v tem pogledu seveda nas ne sme toliko presenetiti simbol mesta, torej Italijani rečejo il Giglio oziroma lilija, florentinska lilija, ki je seveda izjemno pomemben simbol. Zdaj mi se tu ne bomo obirali na dolgo in široko okrog tega simbola, namreč lilija predstavlja marsikaj. Načeloma je lilija seveda Marijina roža. Bela lilija je vedno skoraj upodobljena na motivu Marijinega oznanjenja. Ta bližnji cerkvi boste to lahko pogledali, pa boste se v tem prepričali. Ampak še nekaj. To je ene vrste roža. Kako pravijo Italijani roži, najbrž veste, fiore. In od tega pride Fiorenca, Firence. In ni seveda slučajno, da je slovita katedrala, ki ste jo prej v filmčku lahko malo videli, poimenovana Santa Maria dei Fiore, torej Sveta Marija rožna. In ta roža je seveda simbol mesta in jo vidite vse povsod. Zdaj pa seveda imamo tu eno malo drugačno zgodbo. Tukaj lahko vidite grb mesta Firence, kakršnega najdemo v medičejskih grobnicah. O teh grobnicah bomo seveda še kako besedo spregovorili. Grb je nastal v 17. stoletju, je narejen v obliki mozaika. Torej to, kar vidite, je mozaik posebne vrste, tako imenovani toskanski mozaik, in lahko vidite to lepo rožo. Problem te rože je seveda njena barva. Ni bela, torej niti slučajno ni nedolžna,
in rdeča lilija ima zelo, zelo različne pomene. Tisti, ki so Florentincem želeli slabo, ki so se želeli spotikati ob njihova dejanja, so še posebej v 15. in 16. stoletju rekli, da ni čudno, da so si izbrali tak grb, namreč to je tudi eden od simbolov homoseksualnosti. In v Firencah je bila ta zelo, zelo čislana, predvsem v obdobju renesanse, kar ni nič nenavadnega, če vemo, da se renesansa razvije iz občudovanja antike. Torej, to je seveda nekaj bolj spotakljivega bilo, ampak Florentinci se temu niso dali. Njih je seveda zanimalo eno, da je seveda ta rožica, ta fiore, vtisne na njihov zlati denar, florint, torej denar, s katerim so trgovali od Londona pa dol do Aleksandrije. In Firence so bile center tega. Njim je bilo vseeno, kaj drugi pravijo, važno, da so oni zaslužili. In tako je bilo seveda tudi prav. Glejte, center Firenc je tale palača. Torej, palača, ki je stara malo več kot 700 let, imenuje se z večjimi imeni. Ponavadi pravijo Palazzo della Signoria, torej trg oziroma palača signorije ali pa gospodstva, palača gospodov. Pogosto, tako kot sem jaz zapisal, pravijo tudi Palazzo Vecchio, stara palača. Zakaj? Zaradi tega, ker so nekaj časa tu tudi živeli Medičejci, potem pa so se seveda preselili drugam, torej v novo palačo, in ta je postala stara. Potem je to tudi palača priorjev, spet eno ime iz zgodovine. Pomembno je to, da je to sedež oblasti v Firencah od trenutka, ko je palača nastala, torej okrog 1300. leta do danes. Župan mesta Firence ima tule not svoj urad in to je pravzaprav mestna hiša Firenc. Poglejte, na tej točki moramo nekako zdaj povzeti zgodovinsko dogajanje do recimo nastanka mesta kot takega. Torej, srednjeveškega mesta. Firence niso bile tja do leta 1000 čist nič pomembne. To je zelo zanimivo, kot seveda tudi niso bila ostala mesta v Italiji kaj pomembnega. Mi imamo srednjeveško Evropo, fevdalno, kjer je plemstvo tisto, ki prevladuje. Kaj se zgodi okrog leta 1000? Najprej so se ljudje vdahnili. Torej, svet ni šel po gobe, kot so prerokovali nekateri preroki, so rekli, leta 1000 bo pa poslednja sodba, no pa je minilo leto 1000, pa 1001, pa ni bilo poslednje sodbe. Ljudje si vdahnejo. Potem pa seveda preneha se veliko tekmovanje med Bizancem in pa otonskimi cesarji, torej nemškimi cesarji, za prevlado v Italiji. Tako eni kot drugi morajo zapustiti ta teritorij in mesta, ki jih je bilo seveda zaradi tega, ker je to antično območje, ki je bilo polno mest, seveda postanejo zanimiva. Mesta so bila varna, v mestih se je marsikaj dogajalo in plemiči pridejo v mesta živeti. In zdaj seveda imamo tule množico ljudi, pa nobenega vladarja. In tisti, ki so bili najbolj bogati, ki so bili najbolj seveda, bomo rekli, uspešni, so prevzeli oblast. Kolektivno oblast dobimo. Torej ne vladarjev, noben grof, nič takega, ne postane glavni. In zdaj seveda se oblast organizira kako? Glejte, Italija nikoli, že pred renesanso nikoli ni bila daleč od antike. Če so hoteli kakšne vzore, kako se obnašati, so se samo ozrli v antiko in jih našli. In tako je bilo tudi v Firencah, pa še marsikje druge. Kaj to pomeni? Nastanejo različne skupščine, bi mi danes rekli, neke vrste ljudska skupščina, kjer ima večina ljudi
pravico kaj povedati, in pa potem neka skupščina starešin, najbogatejših, najbolj uglednih, na čelu katere je konzul, jasno po Rimski republiki. Nekaj časa je ta sistem v redu, ampak v tem obdobju 11., 12., 13. stoletja se marsikaj zgodi. Vloga plemstva se zmanjša. Vedno manj pomembno je plemstvo, vedno bolj pomembni so meščani. Torej ljudi, ki živijo v mestu, ki so seveda tista gonilna sila gospodarstva. V tem času nemški cesarji poskušajo še nekajkrat dati roko na ta del Italije, ampak jim ne uspe. In neuspeh cesarstva, nekje do sredine 13. stoletja, je hkrati tudi neuspeh plemstva. In zdaj se oblast preoblikuje. Na vrhu imamo nek svet, približno 100 do 150 članov ima ta svet. Tule imate eno dvorano v Palazzo della Signoria. Vidite, da imate tudi tu vsega skupaj ogromno lilij, ampak to so francoske lilije, v spomin na obisk enega francoskega kralja, in pa imate dva zanimiva spomina na seveda obdobje republike. Vidite Judito, ki bo odsekala glavo Holofernu, in pa vidite en kip Janeza Krstnika. Janez Krstnik je zaščitnik Firenc, Judita pa seveda simbolizira Florentinsko republiko. Ravno tako kot David. Če ste kdaj hodili po Firencah za, bom rekel, to uvodno špico, ste videli Michelangelovega Davida, in če ste bili po Firencah, je Davidov še in še. V tem je simbolika, velika simbolika. Namreč Florentinska republika se je videla kot Davida. Mladega, postavnega, ampak šibkega, neznatnega fanta, ki je vendarle premagal Goljata. Koga vidijo v Goljatu? Cesarstvo seveda, včasih tudi papeža, ki si je tudi seveda želel Toskano in Firence pridobiti. Enako je z Judito. Majhna, neznatna ženska je uspela seveda uničiti nasprotnika Judov, s tem, da mu je odsekala glavo, in seveda s tem so tudi Firence v seveda Italiji, itak vsako mesto ženskega spola, La Città, torej tudi recimo Milano, Torino, ki nam zelo moško deluje, to so ženska mesta. Torej je to mesto, je ta republika premagala, obglavila svoje nasprotnike. Od tod seveda ta zanimiva simbolika. Če greste po Firencah, boste tako Judit kot Davidov zelo veliko našli. V vsakem primeru imamo oblast, ki postaja vedno bolj plen neke majhne skupine ljudi. In kdo so to? To so cehi. Namreč plemstvo, ki se ukvarja s kmetijstvom, je vezano na zemljo, torej posesti izven mesta. In ne more hkrati nadzorovati mesto. Cehi, torej obrtniki, pa so tisti, ki seveda imajo nad mestom zdaj nadzor. Pa ne kar vsi cehi naenkrat. Mi imamo tako imenovane visoke cehe in pa nizke cehe. V Firencah pravijo tem pomembnim cehom, vsega skupaj je bilo 8, popolograso, debeli ljudje, mastni ljudje, ki so dejansko bili precej rejeni ti gospodje, ker so si lahko to privoščili. Kdo so bili to? Kaj mislite? Bankirji seveda na prvem mestu. Vemo, še ta mala podružnična bančna ima marmorne police in še marsikaj drugega. Včasih je bilo isto. Potem trgovci z žitom, jasno. Jest je treba, pa si še ne vem kdo. Potem so bili tule seveda trgovci z volno, tudi oblečen može biti, trgovci z svilo, novost v Italiji. Potem imamo še nekaj drugih cehov, zdravnike seveda.
To poudarjam seveda, da boste razumeli, da so v to skupino tega Popolo Grasso sodili Medičejci po večjih variantah. Potem imamo pa seveda nižje cehe. To so pa tisti navadni obrtniki, mesarji, kovači, svečarji in še in še. Teh cehov je bilo veliko, ampak ko se je vladalo mesto, je bilo pa tako. Ta veliki cehi dajo v vlado 6 predstavnikov, 6 priorjev. Mali cehi pa samo 2. Zdaj, kdo je tu vodil državo, vam je lahko popolnoma jasno. Na čelu vsakega ceha je bil zastavonoša, tisti, ki je v raznih procesijah nosil zastavo z grbom ceha, in to je bilo seveda zelo pomembno, ker je seveda s tem bil posebej počaščen, bil je predstavnik celega ceha. Torej, na čelu mesta imamo zdaj priorje. Dvorana, ki jo vidite, ki je okrašena s sjajnimi tapiserijami, to je Sala dei Priori, torej dvorana priorov, in tule še danes zaseda mestni svet mesta Firence. Mesto seveda rabi tudi, bom rekel, še kak korektiv in v tem času dobimo tudi nek položaja, nekega ljudskega tribuna, ki ga pa v glavnem seveda ti ta veliki malo ob stran potisnejo. To je bil Capitano del Popolo. Torej, bolj ko se bližamo recimo začetku 15. stoletja, več imamo teh raznih funkcionarjev, ki pa seveda so tu bolj kot ne zato, da zameglijo dejansko stanje, v tem smislu, da na končni fazi Ben več ne ve, kdo vlada temu mestu. No, tukaj imamo kapelco te palače, pa glavno dvorišče in pa glavno dvorano. Torej, dvorana, ki je gromozansko velika, približno 50 metrov je dolga, da si predstavljate, in tu not seveda zaseda ljudska skupščina. Redko kdaj je pa to seveda največja, najlepša dvorana v vsej palači. Audienčna dvorana priorjev, tudi prelepa, in pa seveda ena od fontan, ki je svoj čas bila v palači, danes je pa drugje. Začelo se vse skupaj malo drugače. Tukaj vidite je stolp priorjev še iz obdobja 12. stoletja, kasneje se ti preselijo v mestno hišo. Zdaj, med temi priorji najdemo tudi imena, ki jih morda ne bi pričakovali. Dante. Dante je bil večkrat izvoljen za priorja. Namreč vi morate nekaj vedeti. Takratni mandati so bili omejeni v večini primerov na 3 mesece. Torej so bile volitve kar naprej. Si predstavljate v Sloveniji permanentno predvolilno obdobje. Gotovo bi bilo zabavno, ampak pustimo stvar stati. Torej, Dante je bil nekajkrat izvoljen za priorja. Imel je določeno oblast, kar se mu je pa seveda v končni fazi zelo maščevalo. Namreč tudi tu so seveda obstajale stranke, ne tako dodelane s programi, kot pač so danes, pač pa seveda govorimo o določenih interesih. Tista glavna delitev ni bila na bele pa na črne, pa na leve, pa na desne, pač pa se je seveda vezala na pripadnost kaki večji sili. Torej, cesarstvo in na drugi strani papež. Tisti, ki so podpirali papeža, so bili guelfi. Gotovo ste ta izraz že slišali. Tisti, ki so podpirali cesarja, so bili gibelini. In med temi pride seveda do številnih sporov, pa ne samo v Firencah, v vsakem italijanskem mestu je bilo tako. Potem se pa guelfi še med sabo delijo in v tej delitvi Dante nastrada in mora zbežati iz Firenc in verjetno veste, umre potem v Raveni in je še danes tam pokopan. Slika, ki jo zdaj gledate, je zelo nenavadna, namreč gre za sliko, ki nam prikazuje Danteja z
božansko komedijo v rokah, za njim, za njegovim hrbtom lahko vidite raj, levo pekel in seveda na desni strani vice. Če pogledate te vice, boste hitro ugotovili, da so to seveda Firence. Vidite kupolo stolnice, vidite stolp mestne hiše, potem je tule Badija, torej glavna opatija, Giotov zvonik, torej imamo Firence kot vice. Nekateri so rekli morda celo zemeljski raj. Dante pa seveda na sredini. Če smo že pri tem, je to verjetno najstarejša Dantejeva upodobitev. Machiavelli, seveda kasneje tudi eden od pomembnih političnih predstavnikov Firenške republike. Glejte, kaj je bistvo tega? Bistvo je seveda, da nimamo v Firencah in tudi marsikje drugje neke oblasti, ki bi bila trdna. Nihče ni želel svojemu sosedu pustiti, da bi bil predolgo na oblasti. Lepo in prav. Ampak seveda to pripelje do neke slabitve. Hvala Bogu je bila ta slabitev vse splošna, kar seveda izrabijo navadni ljudje, delavci bi rekli. In v 14. stoletju, ko pride do številnih nesreč, papeži gredo na jug Francije, cesarstvo nima moči, da bi se v Italiji uveljavilo in, kot je že prej gospod Vernik rekel, pride kuga, slovita, razvpita črna smrt in v tem stanju seveda, ko nič ni delovalo več, se jasno uprejo delavci. V Firencah so to tako imenovani čompi, mi bi rekli delavci v tekstilni industriji, tisti, ki so, bom rekel, so ta grdo delo upravljali in ti se uprejo, ker so bili preslabo plačani. Pride do ustaje, do revolucije, ki je nasilna, krvava, se pa seveda zaključi z porazom teh delavcev. Torej, vodilne družine, tudi plemstvo, se združijo in jih pokosijo. Rezultat je seveda konec teh demokratičnih ustanov, kolikor so pač bile demokratične, in seveda sledi neke vrste oligarhična vlada. Velike družine se med sabo pomenijo in zdaj seveda poleg priorjev glavno besedo dobi tako imenovan golfanione della justicija, torej mi bi rekli vrhovni sodnik, ki je hkrati kot neke vrste predsednik države. Tudi tega pogosto menjajo, ampak vendarle imamo res zdaj neko skoraj aristokratsko, patricijsko oblast, ki pa seveda taka, kot je, ne more obstajati. Zakaj? Zaradi tega, ker seveda so si ti ljudje fovšni, drug drugemu zavidajo položaj. In zdaj pride do spletk. Spet, ne samo v Firencah, pač pa seveda po vsej Italiji. In zdaj se postopoma v 15. stoletju izoblikujejo posamezniki, ki de jure ali de facto prevzamejo oblast. In Firence seveda tu niso nobena izjema. Mi imamo recimo v Milanu dve družini, ki se povzpleta na prestol, tu pa že imamo monarhijo, najprej so Visconti, potem so pa Sforze. V Ferrari, slovita družina Este, v Mantovi, družina Gonzaga. To so vse hitro postale plemiške družine. V osnovi je redko katera od njih plemiška. Pa družina Malatesta, da ne naštevam naprej. V Firencah je pa tu seveda malo drugače. Namreč Medičejci, ki v mestu bivajo nekako, če smo zdaj leta 1400, že enih 150 let, imajo ogromno konkurence. In so preveč pametni, da bi se vrgli not, bomo rekli, med krokodile in odzadaj vlečejo strune politike. In tako uspešno, da seveda uspejo obdržati nek vtis
da je vse tako, kot je bilo. In tukaj imamo pravzaprav eno zanimivo zgodbo. Namreč razvoj v teh mestih se začne približno enako. Ampak večina teh mest že tam okrog leta 1450 postane monarhija. Firence še niti slučajno. In kasneje, v naslednjih desetletjih, se te države, bom rekel, začnejo med seboj vojskovati, vedno bolj prepirati. V Firencah imajo notranje težave in kot zadnja pravzaprav pomembna država so Firence tiste, ki dobijo svojega vladarja. Seveda Medičejca, kaj drugega skoraj ni moglo biti. In Medičejci so potem tisti, ki imajo seveda to srečo, da preživijo tako rekoč vse v svoje konkurente. Farnezeje, pa Gonzage, tudi Esteje, v glavnem ena stranska veja še se obdrži in tako naprej. Torej, Medičejci so pozni, ampak, bom rekel, tečejo pa najdlje, v sredino 18. stoletja, ko ta družina v svoji glavni veji izumre. Torej, v čem je mojstrovina Medičejcev? V prvi vrsti ta, da uspejo obdržati nek vtis demokratične vlade, pri tem pa seveda oni iz ozadja vlečejo vse stvari. Približno tako je 1500 let pred njimi vladal prvi rimski cesar, Oktavijan Avgust, ki je tudi seveda nekako trdil, da je samo prvi državljan, ne pa nek kronan vladar. In roko na srce, Medičejci se zelo dolgo, tako rekoč 130 let, zadovoljijo s tem, da so samo prvi meščani. Šele potem, v 16. stoletju se jim zahoče krono in jo tudi dobijo. Torej, tukajle imamo en lep seveda pogled na Firence. Gre za zemljevid, ki je nastal v Nürnbergu tam okrog leta 1490 in lahko vidite, mogočna katedrala, mestna hiša, cirkus svetega Lovrenca, in tule zraven tudi Medičejska palača. Torej, nekaj sem vam povedal, nekaj informacij čisto na kratko o tej družini, kako je pravzaprav prišlo tako daleč, da so nastopile razmere, v katerih so Medičejci seveda zavladali. Zdaj natančno, kako so zavladali, bomo govorili naslednjo uro, ko se bomo posvetili Kozimu starejšemu, torej tistemu, ki je nekako zgradil Medičejski imperij, predvsem finančni, ki potem omogoča seveda, da Medičejci tako uspešno vladajo. Glejte, tukaj imamo en zemljevid, ki nam kaže, kako so seveda Firence si uspele podvreči ostalo Toskano. Torej, to so Firence, ki si pridobijo potem okolico, pa ta del in na koncu Sieno, vse dol do meje z papeško državo. Edino, kar je danes v Toskani, pa v času Medičejcev ni bilo toskanskega, je Luka. To območje tule, torej mesto Luka, je samostojna država, samostojna republika, potem pa vojvodstvo. Pri tem so delno sodelovali seveda tudi Medičejci, čeprav roko na srce, neki izjemni vojskovodje niso bili z seveda nekaterimi izjemami, ampak, bom rekel, Medičejske kvalitete ležijo drugje. Tukajle imate družinsko drevo. Jaz moram reči, da sem imel precej težav iskati družinsko drevo Medičejcev, ne da ga ne bi našel. Problem je, ker je tako zelo razvejano. To, kar tule vidite, ena poenostavljena zadeva, ravno tako, kot pa tole tukaj. Lahko vidite, kako imamo tukaj Medičejce, o katerih se bomo mi pogovarjali. Zdaj, če bi gledali celotno drevo, seveda je to en majhen delček. Tukaj imamo zgodovino družine
od 14. do 18. stoletja, se začne z Giovannijem oziroma Giovanni di Bici in potem imamo dve liniji, starejšo tule dol in pa mlajšo tule dol. Torej, mlajša veja izumre z zadnjim velikim vojvodom, Jean Gastonom, in kot to pa vemo, smo se o tem pogovarjali lani, ko on umre, ga nasledita Marija Terezija in pa Franc Štefan Lotarinški. Torej, Habsburžani v tej liniji, pri obeh linijah še posebej, pa pri tule ta mladi liniji zelo sodelujejo, to bomo sproti seveda povedali. Torej, starejša linija, rečemo, je ta republikanska, torej linija, ki vlada nekronana v tem, bom rekel, prej kot ne mafijskem stilu. Najpomembnejši je seveda Kozimo starejši, potem njegov sin, zelo zanimiva figura, v zgodovino pride kot Peter oziroma Piero, protinasti, torej puti, ko je imel. In kar je žalostno, pri Medičejcih je dedna in tudi poskrbi, da veliko Medičejcev umre pred 50. rojstnim dnem. Redki so, ki dočakajo 70. in mislim, da je samo eden, ki živi dlje kot 80 let. Potem pa imamo seveda slavnega Lorenca Veličastnega, pa potem brata njegovega, ki je za eno deklo naredil enega fanta, ki je potem papež postal. Potem imamo pa Lorencove otroke Petra, Janeza, ki postane papež, pa Giuliana. O tem se bomo pogovarjali. Ta je imel eno ljubico, ki jo vi vsi poznate. To je Mona Lisa bila. In potem seveda dol do zadnje, legitimne Katarine Medičejske, ki se poroči s francoskim kraljem Henrikom. Pravijo, da je bila ta največja mojstrica strupov, pa ni bila tako slaba ženska. Bomo tudi o njej seveda govorili. Torej, ko ti Medičejci izumrejo, pridejo ta mlajši. Ta del rodbinskega drevesa nas ne zanima. Zanima nas pa seveda potem od Kozima prvega naprej, ki je bil pa po svoji mami vnuk Lorenca Veličastnega. Torej je bil tudi, bom rekel, v žlahti z prejšnjo vejo. In tu imamo pa zdaj monarhijo. Kozimo, potem njegova dva sinova, Franc pa Ferdinand, pa še en Kozimo, pa še en Ferdinand, še en Kozimo in Jean Gaston na koncu, ki umre brez potomcev in seveda s tem se ta, bom rekel, glavni del Medičejske družine zaključi. Bomo pa videli na koncu, da se seveda Medičejci še danes prehajajo po našem planetu in so neposredni potomci teh Medičejcev, o katerih bomo mi govorili. Grb. Grb družine Mediči, tak je bil v osnovi, torej lahko vidite, da imamo zlato podlago, potem pa gor krogle. Zdaj, tu je en ogromen problem, ki ga še do danes niso razrešili. A so to tablete ali pa kovanci. Zdaj, glede na to, da so to krogle, kovanci ne morajo biti, čeprav pravijo, ja, to so bakreni kovanci. Niso. Kroglice so in kadar so šli Medičejci v boj, so se drli bale, torej krogle, kar pa v italijanščini lahko pomeni tudi jajca. Pa ne kurja, da smo si na jasnem. Torej, gre za eno tako zelo, bom rekel, vprašljivo zadevo, ki se veže seveda tudi na sam priimek družine. Mediči, mediki, zdravniki. A so bili zdravniki? Ne vemo. Torej, mi imamo rodovno deblo tam nekje do leta 1000 nazaj, kjer imamo nekega Medičejca, ki je imel vzdevek il medico, torej zdravnik. A je bil res zdravnik, pa mbe ne ve. Morda je samo zdraviti znal, morda je bil zdravilca, ne vemo. Dejstvo je, da se ta vzdevek preoblikuje v priimek in ostane, kot sem rekel, prisoten do danes. Torej, bolj verjetno, kot pa denar,
je tu gor zdravilo, torej neke vrste kroglice. Ta grb ostane pri Medičejcih zelo dolgo, do sredine 15. stoletja, ko se spremeni v tak grb. Ta je malo bolj ploščat in če boste zdaj seveda pogledali na svoje mape, ki ste jih lepo dobili, boste ugotovili seveda, da so mape v barvi Medičejskega grba, kar je zelo lepo in zelo prikladno. Kot vidite, imamo zdaj 5 teh rdečih krogel in eno modro z 3 lilijami. 3 francoskimi lilijami. Torej, zdaj si pa predstavljajte, sredi 15. stoletja smo, oziroma mislim, da je bilo leta 1465, ko Piero de Medici, tisti, ki je bil protinast, ki je komaj hodil, dobi od francoskega kralja pravico, da uporablja francoski kraljevi grb kot svoj. Bil je Italijan, pa bil je trgovec, bankir, torej daleč od plemiškega miljeja. Niti enega plemiškega prednika ni imel. Kaj je ta Piero naredil? Torej, zgodba je zelo, zelo zabavna. Torej, francoski kralj Ludvik XI je zbolel. Zelo zbolel in ne vemo natančno kdo, ampak eden od duhovnikov mu je natvezil, da bo seveda ozdravel le, če dobi relikvije svetega Egidija. Francoskega svetnika, ki ga pa v Franciji nažalost ni bilo niti en košček. In ko je seveda bolni kralj spraševal, kje bi se dobilo kaj košček svetega Egidija, so mu povedali, da imajo Medičejci v svoji cerkvi, v svetem Lovrencu, celo glavo svetega Egidija. In tako seveda bolni Ludvik piše Petru, češ naj pomaga. Peter je menda lastnoročno šel, utrgal en zob ven iz glave in ga poslal v Franciji. Seveda, ni moglo biti drugače, ta zob je pomagal. Ludvik je ozdravel in je bil tako hvaležen, da je tem trgovcem, tem bankirjem, tem meščanom dovolil uporabljati francoski kraljevi grb. To je izjemna čast, mi si tega danes ne moremo predstavljati, ampak v tistem času, bom rekel, se je ta zob izplačal, bom rekel, v, lahko rečemo, tonah zlata. Toliko je bila ta podpora vredna in toliko so Medičejci zaradi tega zrastli. Kakih 100 let kasneje postane Medičejci veliki vojvode. Vidite, da grb je v osnovi enak, ampak ima lepo dekoracijo. Krono z florentinsko lilijo na sredi, potem imamo viteški red zlatega runa, habsburški, in pa viteški red, ta križ spodja ali pa zvezdo, viteški red svetega Štefana. To je bil pa domač medičejski viteški red. Ta grb boste vse posod po Firencah videli. Potem pa seveda, že v 15. stoletju, prvi Medičejc postane kardinal. In seveda dobi zraven kardinalski klobuk z 30 cofi, kot se spodobi. In v 16. stoletju dobimo najvišjo možno nadgradnjo, torej papeški grb. Imamo osnovni medičejski grb in pa seveda papeško krono, trojno tiaro in jasno ključe svetega Petra. Torej, 4 Medičejci imajo tak grb, kot smo rekli, vsi v razdobju 100 let. Toliko o teh simbolih, zdaj si pa poglejmo te naše junake in junakinje. Glejte, tule imamo to osnovno rodovno deblo, to so gospe in gospodje, s katerimi se bomo ukvarjali, niti ne z vsemi, pač pa s tistimi, ki so pomembni. Kot smo že prej omenili, starejša linija in pa mlajša
linija, ne, do zadnjega Jean Gastona. Vse skupaj se pa začne z Giovannijem. Ne. Zdaj, čeprav je ta nadaljevanka v Medičejcih, ki ste verjetno gledali marsičem zelo slaba, ne, ampak vendarle, da vas morda malo opomnim, Giovanni di Bicci, ne, je tisti, ki seveda ga igra Dustin Hoffman, ne, ko ste gledali. Torej, on je začetnik te moči, živi, ne, tam na prehodu 14. v 15. stoletje. Doprsni kip, ki ga vidite, ga prikazuje precej lepega, precej privlačnega. Ne. To je nekaj, s čemer se Medičejci sicer ne morejo pohvaliti. Ne. Torej, bili so pametni, bili so bogati, lepi pa niso bili. Ne. Torej, težko bi našli kako družino, ki je bila vizualno manj privlačna. Sicer boste pa sami videli, zdaj, ko se bomo sprehodili po tem rodbinskem deblu. Torej, Giovanni je imel seveda sina, Cosima, starejšega, tako ga imenujemo. Zdaj, a veste, eno zanimivo zgodbo imamo. Ta Cosimo je imel še starejšega brata, ki mu je bilo ime Damjan. Veste, da sta sveti Kozma pa Damjan zaščitnika zdravnikov, ne? In tako seveda se naj bi ta imena pojavljala lepo v medičejski družini. Torej, starejši brat od Cosima je bil Damjan, ki je pa umrl zelo hitro in nikoli več se to ime ne pojavi. To je zelo zanimivo. Cosime bomo pa kar 4 omenili. To je portret, ki je nastal precej po njegovi smrti, delu slovitega slikarja Pontorma v Ufficijih v Firencah. Torej, Cosimo je začetnik starejše veje družine Medičejcev. Tukaj, pred nami imamo pa eno sjajno upodobitev. Namreč gre za fresko iz družinske kapele Medičejcev v njihovi palači v Firencah. To je ena najlepših stvari renesanse, mičkena kapelca, recimo, če si predstavljate ta oder, kjer stojim, na ta oder bi recimo spravili 5 tistih kapel, tako majhna je, ampak prečudovita. In tukaj imamo en motiv, ki ga je naslikal, kot sami lahko vidite, slikar Gozzoli, eden pomembnih slikarjev iz tega obdobja, torej iz začetka 15. stoletja. Zakaj vam kažem to fresko, ki prikazuje sicer sprevod 3 kraljev? Zaradi tega, ker so bili Medičejci toliko skromni in so se dali sami upodobiti. Tukaj imamo Cosima, starejšega. Njegova žena je tule, Contessina de Bardi, njun sin Piero in Pierov najstarejši sin Lorenzo, veličasten, kot najmlajši izmed kraljev. Zanimivo je, da ko je Gozzoli to slikal, so Medičejci pravzaprav hoteli, da je tista najbolj vidna figura izmed njih je ta 3. pravzaprav generacija, prva, druga, 3. Torej, stari Cosimo ni imel prav nič proti temu, da so ga dali bolj odzad in tega mladeniča, ki je potem postal veličastni, postavili v ospredje. Torej, tukaj imamo Piera, torej Cosimovega sina. Gre za slavni doprsni kip, ki ga v Firencah v Ufficiju kažejo in poglejte, ne moramo govoriti, da je bil kak lepotec, bil pa zelo brihten, pa zelo dober po srcu, morda eden najbolj privlačnih Medičejcev, kar se karakterja tiče. In pa njegov brat Giovanni, tako malo hecno deluje, ampak pustimo. Torej, oba dva je naredil isti kipar, Mino da Fiesole, torej vsekakor nič kake plemenite poteze ne najdemo
tule gor, ampak vendarle zanimivo. Giovanni seveda hitro umre in svojemu bratu pravzaprav prepusti celotno upravljanje Medičejske banke, ki je bila pa seveda v Pierovih rokah, bom rekel tako, relativno vprašljiva, zaradi tega, ker je bil toliko bolan. Zelo brihten, ampak bolan. In Cosimo ima še enega sina, izvenzakonskega. To je bil Carlo Medičejski, ki vidite, da je na tej čudoviti sliki, ki jo Mantegna naslikal in tudi v Ufficijih, oblečen kot kardinal. To je bil pa prvi kardinal, lahko si mislite, da mu je ata kupil kardinalski klobuk. Zakaj? Medičejci so bili glavni bankirji papežev. Papeži so seveda Medičejcem dali pravico, da so pobirali cerkvene dajatve, vse povsod po Evropi, ker so imeli zelo razvejano bančno hišo. Pri tem je seveda Medičejcem kaj v žepu ostalo in so seveda fajn nakupček dali in kupili kardinalski klobuk za tega sicer izven zakona rojenega fanta. No, tukaj pa imamo en precej bolj prijazen portret Piera, ki je seveda naslednji vladar. Torej, po smrti svojega očeta, Cosima, je on vodja družine in neformalni vodja firenčke države. Piero je bil zelo dobro poročen. Torej, Lucrezia Tornabuoni je bila tista gospa, ki je imela hlača pri hiši. Lucrezia je bila izredno izobražena, iz zelo bogate družine, imela je pojma o poslu in ona je seveda tista, ki je bila pravzaprav glava družine in tudi uspela, kljub bolnemu soprogu Medičejce še okrepiti. Imela je en kup bratov in sestra, ki so tudi zelo zanimivi. Bila je pa, kako bi to rekli, stara teta tudi od Mona Lise, ki bo v naši zgodbi seveda še nastopala. Tukaj imamo spet motiv poklona kraljev, torej Botticelli, slovita Botticellijeva slika je tule in kaj lahko vidimo? Cosima starejšega, ki se tu seveda priklanja Materi Božji, ki ni nihče drug kot njegova žena, Lucrezia. Potem imamo njunega sina Piera, vsega v rdečem, potem pa tukaj Giuliana de Medicija in pa Lorenza de Medicija. In seveda Botticellijev avtoportret tukaj. Torej, lahko bi rekli, da gre za neke vrste družinski portret v podobi treh kraljev. Očitno so bili trije kralji zelo všeč Medičejcem, ste že videli, ta drugi portret, torej ta drugi družinski portret v tej preobleki. Še en Botticelli, verjetno njegova najslavnejša Madonna, Madonna Magnificat v Ufficijih, v Firencah hranijo to sliko. To sliko seveda gledamo zdaj ne kot umetnino, pač pa spet družinski portret. Namreč Botticelli je naslikal to delo ne kot neko nabožno podobo, pač pa kot mater, v tem primeru je to spet Lucrezia Tornabuoni z dvema sinovoma, ne Jezuškom, pač pa Giulianom in Lorenzom de Medici. Tako sta ta dva fanta zelo lušna popča v najstniških letih, potem ko sta odrasla, pa nista bila tako lušna. Torej gre za sliko, ki je bila seveda v medičejski lasti in to je tisto, kar je seveda zelo zanimivo. In potem seveda Lorenzo, tukaj ga vidite kot enega od teh treh kraljev, pogledajte kako lepi detajli. Fant je tule seveda še lahko vidite v najstniških letih in seveda lepo jaha po tej poti proti novorojenemu Božjemu sinu. Lorenzova podoba je tu seveda verjetno, lahko domnevamo, malo tako polepšana. Namreč Lorenzo ni bil kaj veliko lepši od svojega brata Giuliana, tule lahko vidite
Giuliana, ki umre v sloviti zaroti Pacijev, torej umorijo ga, ampak ravno pravi čas je še bil, da je fant, takrat je imel 17-18 let, že bil oče. Torej ena služabnica je seveda bila tista, ki jo je zapeljal. Zakaj to poudarjam? Namreč tu ven se rodi Giulio de Medici, nezakonski sin, ki je postal papež. Drugi medičejski papež, Klemen VII. No, tule imamo pa Lorenca, ko je bil odrasel. Torej vidimo ta velik nos, nič kaj privlačna oseba vizualno. Bil je pa to seveda gotovo najbolj bister izmed vseh medičejcev. Nažalost je ta bistrost se bolj poznala na področju kulture, bil je izjemen pisec, filozof in še marsikaj drugega, ni imel pa toliko talenta za denar, kar je bilo seveda v končni fazi slabo. Ta doprstni kip je narejen bil v njegovem času in nimamo nobenega povoda, da ne bi verjeli, da prikazuje pravega Lorenca. Lorenzo je bil poročen z tole gospo, Clarice Orsini. In to je prva poroka, ko pride k medičejcem modra kri. Orsini so bili namreč knezi, princi, vojvode in dali so 4 papeže. Sicer stoletja prej, in ta poroka je seveda bila zelo, zelo pomembna, ker je medičejcem obetala dvig na družbeni lestvici. Družina Clarice in pa Lorenca je imela več otrok. Najstarejši je bil Piero, zelo nesrečna figura. Pravijo, da je Lorenzo rekel, imam 3 sinove. Eden je neumen, eden je prebrisan, eden je pa pošten. Nažalost je bil ta neumen ravno ta, najstarejši, ki bi moral dedovati medičejsko oblast. Ta prebrisan je bil pa ta, Giovanni de Medici, ki je postal prvi medičejski papež, Leon X, tisti, zaradi katerega je Luther nabil teze na vrata. O Leonu seveda bomo še kaj posebej povedali. Tisti najbolj prijazen je bil pa Giuliano, vojvoda na Murski, in v mladih letih je on prijateljeval z Elizabeto Guicciardini oziroma Mona Liso, kot jo mi poznamo. In njemu je Leonardo naslikal portret, ki ga danes v svet pozna. To zgodbo bomo tudi seveda omenili. No, Giuliano je imel tega nezakonskega sina, kardinala Ippolita, in s tem se je ta njegova linija tudi konča. Tukaj imamo zdaj pa Italijo, okrog leta 1494. Italija, vidimo, Firence niso bile veliko večje od neke malo večje občine, ampak zelo bogate. Papeška država seveda je precej večja, Beneška republika ravno tako, in Neapeljsko kraljestvo. Medičejci zdaj izgubijo oblast. Zakaj, kako, vam bom seveda povedal, ampak se kmalu vrnejo. Glejte, tukaj imamo zdaj nasledstvo. Torej, Piero ima sina, Lorenca, ki pa nikoli ne vlada, je pa to eden od tistih 2 moških, ki sta upodobljena na Michelangelovih nagrobnikih v Novi Zakristiji, ki ste jih prej gledali. Torej, ta Lorenzo je tisti, bomo rekli, bolj zamišljeni, ni pa seveda v ničemer v resnici podoben Michelangelov Lorenzo, pravemu Lorenzo. In Lorencova hči je Katarina, zadnja predstavnica medičejske starejše linije in kraljica Francije. Poročena s kraljem Henrikom, tule imate H, Henrikom II, in ona je zadnja, ki je seveda vodila Francijo v imenu dinastije Valois. 3 njeni sinovi so postali kralji, vsi 3 umrejo pred materjo, oziroma zadnji
je umrl nekaj mesecev za njo in s tem je konec dinastije, ki seveda Franciji vlada zelo dolgo in ki ima izjemen pomen. O Katarini seveda tudi bomo precej spregovorili. Poglejte, tukaj imamo eno krasno fresko v eni od medičejskih vil in vidite Katarino na prestolu z njenimi otrocmi. 3 kralji so tule, imamo Franca II., Karla IX., Henrika III., potem imamo eno hči, ki je bila španska kraljica, smo jo omenjali, ko smo o Habsburžanih govorili, ena hči je postala vojvodinja Lorenska in tako naprej, da ne bomo vse naštevali. Kri Medičejcev se seveda preko teh porok, preko deklet, še danes seveda pretaka, recimo po Habsburški dinastiji. Namreč iz tega, bomo rekli, dekleta, torej iz te Klavdije, ki se poroči v Lorensko hišo, izhaja mož Marije Terezije. In potem seveda imamo tu eno zelo, zelo zanimivo zgodbo. Namreč papež Klemen je imel z eno maursko sužnjo fantka. Vidite, kako lušno dete je to bilo, Aleksander, tu je portret, ki ga je naslikal Rafael, in ta Aleksander se potem prelevi v pravo pošast. Zagotovo najslabši Medičejc, ki ga na seveda prošnjo njegovega očeta, se pravi seveda uradno ni bil Klemen njegov oče, cesar Karl V imenuje za vojvodo Firenčkega, torej prvi firenčki kronan vladar, ki je bil pa tako slab, da so ga kmalu potem umorili. In zdaj se seveda začne druga zgodba. Tukaj imamo 2 ženski. Zanimivo, nobena od njih ni Medičejka, pač pa sta obe iz družine Sforza. 2 sestri. Katarina, ki postane potem babica prvega velikega vojvode, in pa njena sestra Bianka, ki se poroči, to ste slišali na predavanjih o Habsburžanih, z Maksimilijanom Habsburškim, torej cesarjem Maksimilijanom, in seveda, bom rekel, vidimo, da so že zelo zgodaj Habsburžani in pa Medičejci bili v sorodu. Torej, ta Katarina, ki jo vidimo tule, je bila izjemna ženska, ena najboljših vojaških poveljnic svojega časa. In bila je, seveda, kar je za nas pomembno, soproga tega človeka, Giovanni delle Bandenere, ta je bil poveljnik črnih čet, eden najboljših vojskovodij tudi svojega časa, in skupaj sta imela sina, in pa ki je bil, bom rekel, poročen z hčerko tele gospe, to je bila Lukrecija, hči Lorenca Veličastnega, in to je njena hči Marija, torej mama tega Kozima I. In s Kozimom I pridejo na prestol mlajši Medičejci. Vladajo natančno 200 let, od 1537 do 1737. Kozimo je bil zagotovo eden najboljših vladarjev, kar si jih sploh lahko predstavljamo. Moram reči, da sem pred parimi meseci na oddajo o njem gledal in uvodni stavek mi je bil silno všeč. Namreč tisti vodja oddaje je rekel, to je najpomembnejši vladar, za katerega pa še nikoli niste slišali. Od vseh vladarjev, za katerega niste slišali, je Kozimo najpomembnejši. In bi se strinjal. Torej, bil je izjemno spreten politik, vojskovodja in predvsem izjemno dobro se je spoznal na, mi bi rekli, odnose z javnostjo. Velik mecen je bil in tukaj lahko vidite 2 njegove upodobitvi. Tole levo, konjeniški kip ste gotovo videli, če ste bili v Firencah. Stoji na glavnem trgu, torej pred Palazzo della Signoria, in je pravzaprav zelo zanimivo. Edini kip na tistem trgu, ki predstavlja človeka, ki je v resnici živel,
ne, in celo hodil po tistem trgu, drugi doprsni kip je pa mojstrovina, ki jo naredi Cellini. Oba dva kipa sta še danes v Firencah. Če seveda govorimo o slovitih umetninah, ki jih Medičejci naročijo, ta gotovo ena najbolj slavnih, torej Kozimova žena Eleonora de Toledo, Španka, iz slovite plemiške hiše Alba, za vojvode in vojvodinje Alba ste že vsi slišali, in ta je seveda ena izmed njih. Ta portret, ki je natančen kot kakšna fotografija, je zagotovo eno najslavnejših del slikarstva v Firencah. Eden od sinov Kozima in Eleonore je zraven. Torej, imela sta veliko otrok. Kozimo jih je imel še po strani nekaj, recimo Bija de Medici, prva hči Kozima, še ko ni bil poročen, in potem pridejo seveda zakonski otroki, Francesco, ali pa če hočete Franc, njegov sin in naslednik, Ferdinand, ki postane najprej kardinal, potem pa seveda po sili razmer tudi veliki vojvoda, potem Garcia. Vse te portrete je naslikal Bronzino, torej dvorni slikar, in jih v glavnem danes lahko v Ufficih v Firencah vidite. No, Giovanni, zelo zanimiv, namreč kaj mislite, kaj je bil ta Giovanni po poklicu? Tule je upodobljen kot Janez Krstnik, torej njegov patron. Kardinal je bil. Torej, danes bi si težko predstavljali recimo gospoda Rodeta tako, ali pa katerega-koli kardinala. Ampak v 16. stoletju seveda je pa to bilo sprejemljivo, sploh pa v Firencah. Firence so imele, če je šlo za umetnost, tako rekoč, neomejene možnosti in seveda ogromno toleranco, pa v katerokoli smer že. Lukrecija, prečudovit portret z njenim sinom, potem Izabela, zelo nesrečno poročena z Pavlom Giordanom Orsinijem, in pa Marija, ravno tako nesrečno poročena, verjetno eden najlepših portretov, poglejte predvsem detajle, to sliko ste morda na Dunaju videli, ker jo tam hranijo, vse ostale so pa v Firencah. Glejte, ko Kozimo I umre, Francesco, Franc, zasede prestol in se odlično poroči. Namreč njegova žena je Ivana ali pa Johana Habsburška, hči cesarja Maksimilijana II. Torej gre za seveda izjemno poroko in še nekaj, gre za poroko, ki Medičejce dvigne na rang najpomembnejših evropskih družin. Po denarju so bili itak tam, zdaj pa seveda tudi recimo po svoji krvi. Zakon med Ivano in pa Francem je bil slab. Franc je imel kar naprej neke ljubice in Ivana je zelo trpela. Pravijo, da je umrla, ko je padla po stopnicah. Definitivno gre za eno zelo čudno smrt, ki pa pri Medičejcih ni nič nenavadnega. To so bili zelo taki čudni časi. Njuna hči je Marija Medičejska. Tule vidite sloviti portret kraljice vdove Francije. Marija Medičejska je ena taka čudna figura. O njej bomo govorili. Ni bila ne posebej lepa, ne posebej pametna, ampak je pa najbolj zaslužna, da Medičejski geni danes, bomo rekel, plavajo po celi Evropi. Namreč njeni potomci, tule jih lahko vidite, so se zelo fajn poročili. Glejte, tukaj imamo seveda slovitega Ludvika 13., očeta Ludvika 14., potem imamo njegovega brata Gastona in pa 3 hčerke. Najbolj zanimiva je ta Henrieta, ker se poroči v Anglijo. In če že tako, njena neposredna potomka in seveda s tem tudi potomka Medičejcev je pokojna princesa Diana. In seveda vsa ta mladina, kraljeva angleška, princ William, Harry in njuni potomci, so seveda potomci Medičejcev. Prav zaradi princese Diane, ki je seveda izhajala iz tega, bom rekel, razširjenega Medičejskega legla. Kot sem rekel,
zakon med Francem in pa Ivano ni bil srečen. Kriva je bila ta Bianca Capello, lepa Benečanka, v katero se je zaljubil, in ko je postal vdovc, je Franc se poročil z njo. Velik škandal, ker je bila samo plemkinja, beneška plemkinja. Njuna smrt je zelo zanimiva. Umrla sta v roku nekaj dni narazen in njuna smrt je ostala dolgo neraziskana. Uradno sta umrla zastrupljena in ko so ugotovili, seveda, ko so pregledali predvsem njegove ostanke, njene so dolgo iskali, pa so jih pol tudi našli in potrdilo se je kaj. Bila sta zastrupljena z arzenikom, ampak, prosim lepo, zastrupila sta se sama, zbolela sta za malarijo in ker je Franc kar naprej neki se s kemijo ukvarjal, je mislil, da je našel en protistrup, ker je mislil, da je bil zastrupljen in je malarijo zdravil z arzenikom. Končalo se seveda to, tako da ni nikoli več zbolel za ničemer. Torej, gre za res tak tragikomičen zaplet, ki pa seveda na prestol pripelje tega gospoda, Ferdinanda I. Verjetno najbolj, bom rekel, smelega, najbolj uspešnega Medičejca, tudi portret, vidite, da nam kaže takega samozavestnega gospoda, pod njegovo oblastjo so Firence doživele vrhunec. Nikoli prej, nikoli kasneje ni šlo tem ljudem v Firencah bolje kot pod njim. Da vam povem, ne samo za ilustracijo. On je tisti, ki je dosegel, da se njegova nečakinja, torej Marija, ki smo jo malo prej videli, poročila z francoskim kraljem. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila seveda dota zraven. In predstavljajte si, Toskana, takrat je tako velika kot danes, približno pomeni, da je tako velika kot Slovenija. Rekli, ja, ok. Francija je velika za 25 Slovenij. Torej, primerno velika, torej 25krat večja tudi od Toskane. Ampak leta 1600, ko vlada Ferdinand, so bili dohodki Toskane 6krat večji od francoskih. Tako zelo bogata je bila Toskana. In seveda, če iz take dežele ponudijo nevesto, seveda ne boš rekel ne, pa čeprav si francoski kralj. In Henrik IV. Ni rekel ne, in tako seveda pride tako daleč, kot smo že prej govorili, da je pol Evrope seveda vsaj v žlahti z Medičejci. Ferdinand se poroči s to Kristino Lorensko, ki je bila vnukinja Katarine Medičejske. Torej se s tem ta stara medičejska kri spet vrne sem. Ogromno otrok sta imela, Kozima, ki potem postane vladar, in zdaj se tu začne seveda ta degeneracija družine. Potem Klavdija, vidite, da ima avstrijsko krono na glavi. Namreč bila je tirolska nadvojvodinja, poročena je bila z Habsburžanom. Potem Eleonora, poročena v Parmo, Margareta v mesto Mantova. Torej vse italijanske družine se zdaj slejko prej povežejo z Medičejci in še en kardinal Karlo, vidite tak zelo resen pogled. Karlo je pa zanimiv iz medicinskega razloga. Namreč od rojstva naprej je bil ves čas bolan. Imel je tako številne bolezni, pa ne namišljene. Namreč, ko so njegove kosti pregledali, so ugotovili, da je bilo vse res. Doživel je pa 70 let. Pravijo, da je to fenomen. Bomo seveda tudi kaj še o njem povedali. No, Kozimo II. Zavlada po očetovi smrti. Bil je lušen, bil je prijeten fant, nič kaj strog, in imel je najboljšega možnega učitelja svojega časa. To je bil Galileo, ki zdaj seveda se lepo priključi na medičejsko družino, kar mu v končni fazi reši življenje. Kozimo je bil poročen z Marijo Magdaleno Habsburško, že ta druga Habsburžanka, ki se poroči na medičejski dvor, in imata spet veliko otrok. Ferdinanda, ki potem postane vladar, potem Ano, ki se poroči na Dunaj, torej postane
avstrijska nadvojvodinja, Matija, ki postane vojskovodja, in pa Giovanni Carlo, ki postane kardinal, in pa Leopold, vidimo, da imamo tu upravico, da zdaj z avstrijskim vplivom, ki je spet kardinal, samo da je tule v madžarski obleki. In kot sem rekel, tukaj imamo Galileja. Galilejo, ki zdaj postane dvorni znanstvenik Medičejcev, ki so ga čuvali, seveda je bil dobro zapisan tako pri Cosimo kot pri njegovem sinu. In predvsem Ferdinand II s svojim vplivom in pa ta dva, če pogledamo nazaj, kardinala Leopoldo in pa Giovanni Carlo, ga seveda Galileja rešijo, da ni seveda ga inkvizicija poslala na Grmado. Veliki vojvoda Ferdinand zelo dolgo vlada. Bil je izjemen mecen, verjetno največji zbiralec med Medičejci, kar je seveda samo po sebi nekaj. Bil je pa slab politik, zelo popustljiv, predvsem seveda popustljiv do svoje žene, Vittorije della Rovere, ki je bila pošastno pobožna. Totalno je, bom rekel, pokvarila družino, namreč njun zakon je bil katastrofa. Ferdinand je bil vesel, zabaval se je rad, revca je bila pa samostalno vzgojena in to je bila edina zabava, ki jo je poznala. In ni šlo skupaj. In Ferdinand se kmalu začne ozirati naokrog, po ljubicah, še raj pa po fantih, in to je šlo seveda v prepir, ki seveda odtuji ne samo oba zakonca, pač pa predvsem očeta in sina. Namreč v zakonu se rodita dva sinova, ki potem odrasteta v enem takem izrazito verskem svetu, ki je zelo, zelo škodoval. Namreč tule imamo prvorojenca Cosima in pa drugorojenca Francesco Maria. Ta je postal kardinal, Cosimo seveda postane vladar, kot Cosimo III. In nažalost, najslabši izmed vseh medičejskih vladarjev živi najdlje. Čez 50 let dolgo vlada in uniči Toskano. Več kot 10% prebivalstva sestavljajo duhovniki, ki so oproščeni vseh dajatev. Neverjetne vsote gredo za to, da so kupovali turške sužnje in jih spreobračali v krščanstvo in tako naprej. Torej, popolnoma mimo vse skupaj in seveda v tem svetu potem ni bilo prostora za karkoli pametnega. In Toskana gre navzdol in seveda se nikoli več ne pobere. Lahko si predstavljate, da je bil zakon, ki ga je sklenil Cosimo, tudi katastrofalen. Namreč Margareta Luisa Orleanska, to je bila sestrična Ludvika XIV. Je bila živahna Francozinja, pariško življenje, Versailles in vse to je bilo tedaj v Evropi zelo cenjeno. Za Medičejce je bil to seveda velik dosežek, da so se poročili, ampak seveda zakon je bil čista katastrofa in se je končal z ločitvijo. Potem si lahko mislite, da je bil res katastrofalen. V tem zakonu se rodijo trije otroci, zadnji Medičejci. Tukaj lahko vidite prvega prestolonaslednika, to je bil Ferdinando, potem poročenega z Violante Bavarsko, nikoli nista imela otrok. Ferdinando umre zaradi sifilisa. Potem imamo drugorojeno Ano Marijo Luizo, ki se poroči z pfalškim volilnim knezom. Ona je tista, h kateri bomo še prišli, ker je seveda izjemno pomembna za družino. In potem kot najmlajšega in tistega, ki potem v končni fazi zasede prestol, to je Jean Gaston, francosko ime po materini želji. In zdaj seveda pridemo na konec. Jean Gaston, neverjetna figura, težko vam v 2 stavkih povem, ampak samo to,
Ko je zavladal, se je po enem letu odločil, da se bo vlegel v posteljo in se je vlegel in je 17 let živel in vladal iz postelje. In to zelo dobro vladal. Ko je bilo treba k mašiti, so ga pač nesli z posteljo vred. In po mestu so ga nosili z posteljo in ljudje so ga oboževali. Bil je zelo dober vladar in je popravil, kar je lahko popravil. Ampak bil je pijanc, grozen pijanc, kriva je bila pa gospa. Frančiška Saška. Vsi so rekli, da je že enega moža pokopala zaradi alkoholizma, ki se ga je navzel zaradi nje, no, drugega ni pokopala, je bil pa ravno tako alkoholik. In nobenih otrok ni bilo. In tako pridemo do te, še enkrat nazaj, zadnje Medičejke. Ko je njen brat umrl, je seveda Toskana pripadla Habsburžanom. Habsburžani so bili tako zelo nepriljubljeni, ker so seveda zvišali davke in jih ni prav nič brigalo, kaj si Toskanci mislijo, da so seveda bili pripravljeni Toskanci že po pol leta Habsburške vlade narediti vse, da bi se Medičejci vrnili. Zadnji Medičejc je svoji sestri prepustil vso premoženje, ki ga je lahko, torej vse razen zemlje. Lahko si predstavljate neizmerne umetniške zaklade. In ko je Ana Marija Luiza umrla, je naredila nekaj izjemnega. To je nekaj tako zelo pomembnega, da si mi težko predstavljamo. Napisala je oporoko. Jaz sem vam prevedel en delček, tisti, ki je seveda pomemben, tule ga imamo in lahko skupaj preberemo. Malo je seveda baročno vse skupaj, piše pa nekako tako. Njeno kraljevo visočanstvo, volilna kneginja, s tem trenutkom podarja, prepušča in zapušča njegovemu kraljevemu visočanstvu in veliko vojvodskemu nasledniku vse pohištvo, redkosti, relikvije, umetnine, ki jih je podedovala po svojem bratu blagorodnem velikemu vojvodi. Torej, Franc Štefan dobi vso premoženje Medičejevcev. Ampak, zdaj pa tisto, kar je ključno, njegovo kraljevo visočanstvo, veliki vojvoda, se ob tem brezpogojno zavezuje, da bo varoval vse galerije, kipe, slike, knjižnice, dragulje in relikvije, ki nikoli ne smejo zapustiti ozemlja velikega vojvoda in ostati v prestolnici za okras ter privabljanje tujih obiskovalcev. A veste, kaj je to? To je kapital, zaradi katerega še danes Firence živijo. Milijoni turistov vsako leto, lani recimo so Ufficije obiskali 3 milijoni turistov, pridejo zaradi tega. Namreč, nobena druga italijanska družina tega ni naredila. Danes imate zbirko družine Gonzaga, recimo malo na Dunaju, pa malo v Madridu. Esteji, njihove slike so v Dresdnu, farnezijske so vse v Italiji, ostale so v Neaplju in tako naprej. Samo Medičejci so naredili to. In če hočete, to besedilo je temelj toskanske ekonomije. In je vredno ne vem česa, ampak kot je zapisal že veliko prej pokojni Michelangelo, so Firence mesto, ki je najbolj nehvaležno na svetu in tako še danes v Firencah ne boste našli nobene ulice, trga ali kipa, ki bi spominjal na Medičejce, razen če so to sami naredili. No, z Medičejci ni bilo čisto konec. Tukaj lahko vidite dva gospoda, ki se pišeta Medici. Levo je Giovanni Battista, desno pa Giuliano de Medici. 14. in 15. princ Otajano, živi gospod na levi je umrl 2015. In njegov sin, najstarejši sin, je zdaj potomec, vodja medičejske vladarske hiše. Zaobšli so jih pri dedovanju in seveda družina še obstaja, samo seveda ni več vladarska družina. Medičejci danes počivajo v tej razkošni grobnici, verjetno najrazkošnejši grobnici v Evropi, ki je ostala nedokončana. Namreč Habsburžani so se vendarle maščevali. Slike, kipe, to so pustili. Vzeli so pa denar. Denar, ki je bil namenjen za izgradnjo te grobnice.
In zato je ostala nedokončana. Ampak tisto, kar je ostalo, seveda tvori največjo zaključeno umetnostno zbirko na svetu. In seveda Firence se trudijo, da to tudi tako ostane. Leta 2015 so se v Firencah zbrali predstavniki, mislim, da približno 30 mest in se tudi o tem pogovarjali. Tule piše Bled Slovenija. Torej, tudi vi pri tem sodelujete. Morda niste vedeli, ampak to je plošča, ki je v mestni hiši v Firencah in kot vidite, združeni v različnosti. To je bil sestanek mest, ki tako ali drugače pripomorejo k ohranjanju kulturne pa tudi naravne dediščine. Torej, če boste prebrali, katera mesta so, iz Slovenije še Idrija zraven, ste v sjajni družbi. Že samo Firence, kot take so, bom rekel, pomembne, pa seveda še vse ostalo, kar lahko tule vidite. Tako, hvala za danes.